smo v Blejskem Vingarju, ki ga občudujejo tisoči obiskovalcev vsako leto. Ampak za njegovo lepoto stojijo tudi generacije domačinov, ki so omogočile, da je postal dostopen. Od 1821-1823 leta nekje in skrbijo za te mostove in te poti, ki vodijo skozi Vingar. Med njimi je tudi družina Zalokar. In z menoj je danes Slavko Zalokar, predstavnik oziroma član te družine. Gospod Zalokar, kako se vi iz otroštva spominjate Vingarja? Kako ste ga doživljali? Ja, Vingar sem jaz doživel, to zdaj malo po spominu, kako je moj ded začel to delati. Vingar so odkrili Žumar pa ta fotograf Legat Požar in so pa z mojim dedom so ta Vingar začeli delati. Izvajal ga je v glavnem s to svojo skupino, pa s tem domačini je bil ta ded moj ta glavni izvajalec. No in Kime je bilo ime? Janez Zalokar, ja, po domače Klopar. Ja. On je drugač bil v Grabču doma, sam tam so se preselili, izhajajo pa z Dovjega. No in on je ta Vingar vodil, pa sodelovanje pač z Žumom, pa z Legat Požarjem so tesko naredili, te mostičke, brvi, poti, do vojske je on to reč delal, mislim, do druge svetovne vojne. No, po drugi svetovni vojni je pa to začel nadaljeval moj oče. Takrat so ustanovili ta turistično društvo Gorje, oziroma ni bil Vingar še Gorje. In so vsak let do Velike noči, oziroma do 1. maja, so pač te mostičke pa ograje, pa te stvari mogli obnoviti, da se je pač začel ta turizem skozi Vingar. Kako so sploh gradili te mostove? Te mostove so mogli graditi, saj drugače jaz ne vidim, naredili so do določenega mesta, so mostiček naredili, pa postavili mogoče kakšne odre ali pa v notu soteske vem, da so imeli splav narejen, da so splav imeli povezan, da so na splavu imeli lestve, pa da so z teh lestve delali luknje za te nosilce. Kako so delali te luknje? To so jih delali na roko, so imeli leto, tako bolj dolgo leto, recimo 70-80 ali pa meter dolg let. Eden ga je držal, drug je pa po letu tolku za namacolo ali za namokladvam. In ta let so obračali, pa počasi so tisti prah ven pobirali. Ker je pa ta luknja narejena, kaj jaz vem, 50 cm, 40-50 so bile teleč noter te konzole, pa so jih pa zabili noter, ker luknja je pa manjša, kot je bila ta nosilca. Te nosilce je pa delal ta Kovač Ulčar, oziroma Kovačijo imel tam na Spodnjih gorah tudi, in ta je tudi veliko sodeloval, kar je po teh železnih stvari. Je pa ta Kovač, oziroma ta mojster Ulčar. Od kod so pa les dobili? Les so pa dobivali od kmetov, pa nekaj od GG-ja v glavnem. V tem Vingarju v glavnem so te deske, pa to je vse 5 cm ploh iz hrasta, nekaj je bilo mesesna, ampak ne veliko, ker hrast se je najdalj vdržal v tem cajtu. Najbolj trpežen. Kar je bilo pa teh ograje, te štange, to so pa od GG-ja, pa od kmetov, pa kakorkoli dobili. No, je pa vse izhajal z tega konca, z Gorenjske gorje, pa Povšica, pa največ hrasta je bo še na Povšici. No in oče moj je, recimo, preden se je ta Vingar začel, ali pa v jesen, je šel popisati, kaj je polomljen, kaj je treba nabaviti, in to so pa čez zimo pripravili. Spomladi se je pa to s konom pripeljal tle do Vingarja, do začetka soteske, dokaj se je pač s konom prišlo. Tam se je to razložil, pa je treba vse znositi na ramah, pa v rokah, pa kakorkoli. Ni bilo, druge variante ni bilo. Se spominjate kakšne zgodbe, še posebej zanimivo, ki se je ohranila v vaši družini o gradnji teh mostov?
No, tisti, ki je not padel, ali kaj druga. A to ste govorili, ko je na tistem mostu? Ja. Je padel, prosim, če to poveste. Ja, tam so imeli eno odre postavljeni in so most podrli. To je ta most? Naprej dol, ki se vidi, ja. Zadaj. No in oče je nekoliko padel tam v vodo z tega odra, pa je poslal enega vajenca, imam domov, to je bilo marca enkrat, da ne pet za kur, da se bo pogubal. Ta vajenc je prišel do mame in povedal, pa se je smejal, bolj tako je malo. Mama pa misli, da se navčuje, pa ni priči zakvila, a ta je šel pa je domov, pa je nekšne 2 šnapsa spil. No in ki je prišel domov, ni bil zakuljen, ni bil pa je vam pom doma. Reka Radovna je tudi pokazala svojo moč. Ja, no ta Radovna je pred vojno so imeli ne dvakrat, da je kar veliko odnesel. Po vojni se pa jaz spomnim 64 leta, preden sem šel vojakom, smo naredili te mostove, ta žumno vrgli, vek se reče od tega tam malega slapa, proti tam, ki je ta plošča zažumla. Smo naredili nove mostove in jih je leta 66, januarja ali pa mislim februarja spet odnesel. In ko sem jaz prišel do vojakov 66 leta, je bilo to vse spet, kakor da nič ni bilo narejeno. Pa smo pa za silo smo naredili, kakor je na odre po tistih traverzah, da so pa pripeljali z GG-ja te minerije, Vidmarja pa Bolčino, da sta skobro naredila luknje, pa nekoliko zaminirala smo, naredili ležišča za te traverze, ki jih je tudi ta mojster Vulčar na žago, na to žago. To so te železniške tirnice. No, tako da smo takrat razvinili nekje za 60 pa tudi do 80 cm in takrat pa ni bilo več kakšnega takega, da nam odnese tam dol. Ja, ampak to je bilo nevarno delo, so bile tudi kakšne smrtne žrtve? Ja, tudi so bile, recimo leta 86 je ta en delavec, ki je bil pri krajevni skupnosti, takrat je bil predsednik Matevž Bizjak, je vodil ta dela in so to delali s tem upokojenci, pa več ali manj v tej lastni režiji, ne vem kako, takrat oče moj ni več delal, jaz sem se tudi zaposlil na GG-ju, tako da so pa to delali v tej lastni režiji, krajevna skupnost, pa turistično društvo, pa še tudi planinsko društvo je bil zraven. No in je ta Petelen, mislim, to je domače ime, ko se pa piše, pa zdaj jih ne vem, je na šumu padel, na Nadesko je stopil, je nekaj probal, pa je šel skozi luknjo dol in je padel v šum, so ga dobili šele nekje čez 3-4 dni pod slapama. Pa je pa leta 90 je pa ta Matevž Bizjak, ki je bil predsednik tega društva, so pa tudi spomladi imeli načiščene ali ploženje kamenje ali kaj je bilo. Je pa tudi manj kamen na glavo preletel tako, da je umrl. Z Žozeju v novejšem cajtu so bile tudi že mreže, pa tudi, ne vem, ena Nizozemka je bila, pa en Madžarka, pa bilo kar nekaj, 2-3 nesreče tako, ampak nobena se zdi, da je smrtnim izidom. Drugač pa, da bilo pa tisti sajt, ker sem jaz hodil tle dol, pa ni bilo nobene take nesreče. Veliko veste pa tudi o jezovih na reki Radovni, Zakaj so jih gradili? No, te jezove so začeli delati zaradi tega, ker recimo v Krnic so naredili jez, so naredili pa mlin pa žago. To je bilo v mlinavi oziroma je ta žaga, ki so imeli mlin in žago, pol naslednja žaga oziroma mlin je bil v Grabču. Tam je pa še tudi kovačnica, ena kovačnica, pa en mlin, sta še 2 mlina. Pa je na un stran naprej dol so naredili še en jez, pa je tudi še en mlin. To je bilo pa v tem koncu glih nasproti bil ta moj dedek rojen, oziroma tam so se preselili. Pa je bil naprej dol je bil Komarjev jez, ta zdaj ga tudi že ni več, ampak tam je tudi še žago, sam je zdaj to na elektriko. Naprej dol je bil poj Volkov jez, ga je tudi odnesel. Tam so zdaj nov most naredili. Zaradi mlinov? Zaradi mlinov pa zaradi žaka. No pa je tle, v Grabnu tam je bil pa Žvanova žaga, ki zdaj ima ta Jemc, ima svojo delavnico pa žago. Tam je pa imel še Elan dolg cajta.
Bila je pa žaga, tam so imeli 2 ali 3 te velike gartove, da so žagali les. Pa je pa to Elan kupil, pa naprej imajo pa jemci, to so pa, oni sekajo, imajo to gozdno mehanizacijo, pa žago, pa te stvari. No naprej dol je pa šel v Vingarju, ta jez pred mostom, tam je bilo tudi žaga. In tam so imeli tudi svojo elektriko, nekako elektrarno so imeli. Kasneje so še tudi imeli napraviti elektrarno in lastniki so jo naredili, še moj šef je bil tam zraven, Klinar Andrej. Sam tisti so pa jo pustili, pa premalo so imeli narejen. Pa je bila naprej, ko je te žage, si pa včasih ta tovarna, ki so delali te škatlice za zdravila, tudi taka mehna 2 cm so bile, pa tudi koliko je ena taka deža za rasko, tudi take velike so delali. Ne? No in to, včasih so bile vsa te zdravila in so še spomnimo v apotekah v lesenih škatlicah. Ne? To žigalice. Ja, na tak način, samo to, oni so to delali kot en furnil, so vezali tisti furnil, pa so pa to imeli model, pa od tistega modela so slamfali nekako skupaj, pa zlimali, da so tudi naprej prodajali. No zdaj nazadnje pa to kupil ta turističen društvo in zdaj not nekaj delajo, ne vem kaj. No. Pa naprej dol pa ni bilo menjega jezu več. Bilo jih, koliko jih je bilo? Bilo jih je pa, recimo, če se kar spomnim, Krvnica, pa je bil Komarjev, pa je bil v Grabču, sta bila 2, pa je bil Žvanov, pa je bil Rokov, pa tle dol v Vingarju pa je Šanjes. 7, ja. Ampak vam je tudi znano, kako se je začelo graditi na tem območju gozdne ceste. Kako je to? Ja, gozdne ceste so se začele ročno s konji. No, svoj cajt so vse to s konjem vozili, pa tudi z voli so še furali, ker vol je največ potegnil. Konj je nikoli tako pelal, kot konj. Mislim, vol je več pelal, kot konj. No in pa so začeli te gozdne ceste delati. To se je delal, tudi ročno so minirali, vse so ročno delali. To so prišle skupine, recimo z Vukovarja, z Tovarnika, blizu Osijeka je bila ena skupina, pa so bili eni Dalmatinci, pa ena skupina je bila z Prekmurja. To je bil Žido Mirko, sin njegovi še tudi tle, bil strojnik, pa je pa nas. No in tam dol, mislim, v 60-ih letih nekje, kako se jaz imam spomin, da so v te minjarje povedali, so dobili ta prvi kompresor, ki so delali cesto Bohinj, oziroma Bohinj-Gorjuš ali pa Gorjuš-Mrzlo-Studenc. Tam je bil ta prvi kompresor, da so začeli vrtati s kompresorjem minirali. No. Kasneje smo pa te skupine imeli, je bilo tam v 18-20, je bilo teh vrtalcev, 2 minjarja, 2 strojnika in smo začeli to strojno delati pa minirati. No in to je šlo do leta, rečemo, 88, 89 ali pa še majhen prej. Pa smo začeli to že z lafetom delati, to je bila Atlas Copco, lafete so bile, pa na Belavca je bila, mislim, to je firma, da smo začeli strojno delati, da smo strojno vrtali, da ni bilo več toliko teh delavcev. Svoj čas smo imeli na samo v gradbeni skupini 200-250 zaposlenih delavcev. In ponovadi smo delali recimo na Pokluk 2 ceste naenkrat, tako da sem imel kar 2 skupine za voditi. Ali pa na Jelovcu tudi po 2 skupine, pač tako se je delalo. No in teh cest smo mi naredili vsak let od 30 do 35 km, se jih danes ne naredi nič več. To je drugi čas, je druga komanda. No in zdaj sem malo zgubil. Leta 84, takrat, ko je bil ta veliki vetrolom, smo pa naredili 42 km cesta. No in smo takrat tam nadol na Brezek, pa tisti konec je bil vse podrt in bilo 380 000 kubikov lesa je bilo podrtega in to je bil cel etat za cel GG. Letni etat GG je bil 360 tisoč kubikov. Naj vas je zdaj vrniti še malo na Blejski, na Vingar. Vi pravite Gorjanski Vingar. Gorjanski Vingar, ja. Gorjanski Vingar, ne? Kako se je spremenil, po vašem mnenju, od vašega otroštva do danes? Ja, spremenil se je v tem, da je
kako ne rečem, kot sem že prej rekel, včasih si ta sovračno delal. Danes se dela vse tako, da imajo mehanizacijo, imaš te vrtalke na akumulatorje, s helikopterjem vse noč zdosijo. Turistov je, včasih jih je bilo takrat 20 tisoč, 18, 20, 30 tisoč, pa na zadnjih je bilo, kaj pa vem, že čez 100 tisoč, zdaj jih je pa 300, 400. Ne? In če samo zračunamo, koliko se dobi enega denarja skozi to vstopnino, mislim, da lahko s tem denarjem operirajo, pa da tako delajo, kot zdaj delajo. Še posebna zgodba. Ja, to je posebna zgodba. zgodba, ja. Ja, ja. Kaj vam osebno pomeni Blejski Vingar? Ja, Gorjanski Vingar meni pomeni neko lepoto, nekaj enkratnega, ga pač treba doživeti. No. In midva z ženo se nekaj s turizmom ukvarjajo in vsak pride z Vingarja, je to vse beautiful, pa šen, pa enkratno. Ne. Če bi ga vi morali opisati z eno besedo, kaj bi dejali? Fantastičen Vingar.